Danes v Pomurskem dnevniku. O Markovcih blagoslov traktorjev. Svetovni dan knjige. Žensko med sprehodom ustrelil v nogo. Sodniki za napake ne odgovarjajo. Vreme, jutri spremenljivo oblačno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Ob blagoslovih konjev ali motorjev je vse več krajev po vsej Sloveniji, kjer pripravljajo tudi blagoslove traktorjev. Ti so tudi v Markovcih na Goričkem zvesti spremljevalci kmetovalcev, ki z njimi navadno preživljajo cele družine. Večina lastnikov traktorjev je prepričanih, da ti po blagoslovu na njivah delajo bolje, pa tudi bolj varno. Na praznični ponedeljek je več kot 50 kmetovalcev svoje traktorje pripeljalo do župnijske cerkve v Markovcih na Goričkem. Da bo dogajanje praznično ne le zaradi velike noči, je med drugim nakazovalo tudi cvetje na traktorjih. Pa to je že tradicija, že par let, pa sem se odločil, tudi letos pripeljem traktor. Pa tako malo je zanimivo, ne? Pa se malo peloti zmes. Pa malo žegnjeno, lepo da duže šel. Vole da šel. Ob traktoristih si to želi tudi murskosoboški škof. Po opravljeni maši je stopil do prav vsakega traktorja in njegovega lastnika ter oba s posvečeno vodo tudi blagoslovil. Vse dobro, srečno vožnjo. Mnogi kmetje trdno verjamejo, da mora biti traktor pred glavnimi opravili na njivah tudi blagoslovljen. Traktor mora biti posvečen, nekaj te dobro dela. Da boljše dela, če je posvečen? Boljše dela, to je zagotovljeno. Pa tudi bolj varno? Bolj varno. No, varno je, kako si sam napraviš. Samo varnost je na prvem mestu. To je pa še ena pika na i. Zato domači župnik, ki tudi sam veliko časa preživi na traktorju, za svoje farane že vrsto let pripravlja tradicionalni blagoslov traktorjev. Zavipajo božjo previdnost pri deli, ki ga upravljajo, tudi če za hobi ali pa tudi resno, ker nekatere dobesedno služijo si tem kri za preživetje gre njih samih družin. Nazadnje tudi tega prostora, urejenost tega prostora ravno Goričkega s temi traktorami delajo ljudje. Tako se mi zdi zelo pomembno. To je nekako ena zavest, nazadnje ene povezanosti, ki smo skupaj tudi delimo ta, kako bi pravil, vsak dan dela, tudi, da je dosta žmet, da je dosta dela, nevarnega dela tudi po Goričku, po teh bregah. Tako da ne je človek sam, ampak je povezan z nekom drugim. Tako je tudi ta navezanost na traktorje, ki so na Goričkem mnogo več kot le delovni stroji, razumljiva. Delamo že na kmetiji, delam 25 hektarov zemlje, je bolje voren, mislim, če se je blagoslovljen. Na blagoslov bodo vse leto spominjale posebne nalepke. Naj drži. Dobili so jih tudi najmlajši za svoje igrače. UNESCO je današnji dan razglasil za svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Zaznamovali so ga številni z literaturo in knjigami povezani dogodki, tudi v pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota. V pokrajinski in študijski knjižnici Murski Soboti že vsa leta aktivno pristopamo k svetovnemu dnevu knjige. In sicer z večjimi dejavnostmi, dve osrednji dejavnosti pa sta skozi cel dan poteka pred vhodom v knjižnico Knjižni bazar, kjer ponudimo bralcem v dar vse knjige, ki so se skozi tekoče leto odpisovale na tak ali drugačen način. Knjižnica mora že po zakonu določen procent knjig izločiti iz svojega fonda, ker novitete prihajajo zraven. Tiste knjige, ki pa niso več aktualne za obiskovalce, pa potem odpišemo in jim ponudimo bralcem. Odpišemo jih pa iz večjih razlogov. Ali so vsebinsko neustrezne, ker so pač zastarele, ali so fizično poškodovane. Dobimo tudi precej darov od samih bralcev skozi celo leto in tisti darovi, ki v knjižnici ne pridejo v poštev, potem končajo na teh stojnicah, kjer jih obiskovalci z veseljem prelistajo in jih vzamejo s sabo domov. Prazniki niso bili tako mirni, kot bi si želeli. V občini Ljutomer so namreč minuli konec tedna zabeležili nov primer poškodovanja s strelnim orožjem.
V nedeljo popoldne je v gozdu ob naselju Stara cesta nekdo streljal na sprehajalko. S strelnim orožjem domnevno manjšega kalibra naj bi ženska bila ustreljena v nogo. Zadevo je obravnavala tudi policija, zato smo dejstva preverili v policijski upravi Murska Sobota. Kot pojasnjujejo, so policisti okrog 20. ure bili obveščeni, da je v zdravstveni dom Ljutomere prišla ženska s poškodbo na nogi, pri čemer naj bi šlo za strelno rano. Z zbiranjem obvestil na kraju je bilo ugotovljeno, da je bila ženska skupaj z možem in psom na sprehodu na območju Ljutomera. Ko so šli skozi gozd, je nekaj štrknilo, na kar je oškodovanko zaskelelo v stegno in videla je, da ima manjšo ranico. Ženska je poiskala zdravniško pomoč, kjer je bilo ugotovljeno, da je bil tujek v nogi oškodovanke krogla iz zračne puške, so zapisali v policijski upravi Murska Sobota. Ob tem dodajo, da policisti policijske postaje Ljutomer v zadevi zbirajo obvestila. Natančne okoliščine in ozadje incidenta tako še niso znani, se pa v javnosti pojavljajo ugibanja, da naj bi storilec pravzaprav ciljal psa in tarčo zgrešil. Trgovska veriga Hofer bo do konca leta svojih polic umaknila vatirane palčke s plastičnim delom, plastični pribor in nekatere druge plastične izdelke za enkratno uporabo. Že pred poletjem pa se poslavljajo tudi klasične plastične nosilne vrečke. Ukinjeni izdelki bodo kupcem na voljo v okolju prijaznejših izbirah, so sporočili iz podjetja. S tem se je Hofer pridružil pobudi Ministrstva za okolje in prostor ter Trgovinske zbornice Slovenije za zmanjšanje uporabe plastičnih nosilnih vrečk oziroma zmanjšanja plastičnih izdelkov v trgovini. Namesto plastičnih vrečk bodo kupcem kot alternativa na voljo certificirane papirnate vrečke ter vrečke za večkratno uporabo, nakupovalna torba, vrečka iz recikliranega materiala ter bombažna vrečka. Hofer bo najkasneje do konca leta iz prodaje umaknil vatirane palčke s plastičnim delom, plastične slamice, krožnike, kozarce in pribor za enkratno uporabo. Vse izdelke bodo ponudili v okolju prijaznejših različicah, sporočajo s podjetja. Slovenska veja trgovca sodeluje tudi v pripravi strategije optimizacije pakiranja na ravni celotne skupine Aldi Süd, ki se ji nameravajo pridružiti upoštevajoč slovenske razmere, so še zapisali v sporočilu za javnost. Mura je na zadnji prvenstveni tekmi z 2:1 klonila v Kranju. Gledalce Mure pa je ponovno razburjal glavni sodnik srečanja. Po tekmi sta se na temo sojenja oglasila trener Ante Šimundža in predsednik Robert Kuzmič. Mura se je ta konec tedna pomerila s kranjskim Triglavom in po vodstvu z 1:0 na koncu ostala praznih rok. Toda srečanje bi se lahko odvilo tudi drugače. Glavni sodnik srečanja Bojan Tkalčič je namreč kar dvakrat pokazal na belo točko v korist domačih, sploh druga 11-metrovka je bila milo rečeno sporna. Čeprav to ni v njegovi navadi, pa je Ante Šimundža tokrat po tekmi komentiral tudi sodnike. Ja, izredno težka tekma, zavedali smo se zahtevnosti gostovanja. Enostavno v prvem polčasu dosti boljši nasprotni, imeli nekaj priložnosti, v drugem pa za pomočjo sodnikov nisem prišel do 3 točk iz prostih razloga, ker zdaj sem si pogledal posnetek in čisti prekršek majice našim igralcem, ki je spotaknil potem njihovega, ampak enostavno zelo velik previd sodnikov, ki je odločilno vplival na potek tekme. Praksa sodniških napak na Murinih tekmah se vleče že predolgo. Klub se je pred kratkim oglasil z izjavo za javnost, za komentar pa smo povprašali tudi predsednika črno-belih Roberta Kuzmiča. Stojimo za besedami, ki jih je neposredno po tekmi s Triglavom povedal naš trener Ante Šimundža. Ne moremo razumeti, zakaj se takšne stvari tako pogosto dogajajo ravno Muri. Ne verjamemo v teorije zarote, ampak pomembno je, da dvigu kakovosti v prvi slovenski nogometni ligi sledi tudi raven sojenja. Zdi se nam, da temu velikokrat žal ni tako, je povedal Kuzmič, ki je dodal, da je bila Mura letos oškodovana že na več srečanjih in je posledično zaradi tega izgubila nemalo točk. Muro že jutri čaka nov obračun, tokrat je na vrsti povratno pokalno srečanje proti Mariboru, ki ga bo sodil Damir Skomina. Na spletnem portalu sobotainfo.com poročajo o neverjetnem zadetku iz kota. Več na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice.
Jutri bo spremenljivo oblačno, ves jasnine bo na vzhodu, predvsem v zahodni polovici Slovenije bodo še krajevne padavine. Kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh, pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli večinoma oblačen dan s temperaturami okrog 14 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 10 stopinj, v Radencih in Murski Soboti 12 ter v Lendavi 14 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, več jasnine bo na vzhodu. Predvsem v zahodni polovici Slovenije bodo še krajevne padavine, popoldne se bo razjasnilo. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 12 stopinj, čez dan pa bodo termometri pokazali 23 stopinj Celzija. Četrtek bo na zahodu pretežno oblačno, nastale bodo posamezne plohe, drugod bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. V petek bo na vzhodu še deloma sončno in brez večjih padavin, drugod se bo pooblačilo. Na zahodu se bodo pojavljale padavine, ki se bodo zvečer okrepile in razširile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 10 in 12, dnevne pa med 17 in 26 stopinjami Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes, več zanimivih vsebin poiščite na naši spletni strani. Mi pa se ponovno vidimo spet jutri. Nasvidenje.